In prehajamo na 6. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik številka 2, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 25, grafični del pa je objavljen na spletni strani občine Kamnik. Predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in Peter Lovšin. Besedo ima najprej dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite. Hvala lepa. Občina Kamnik je občinski prostorski načrt sprejela v letu 2015 o pridobitvi mnenj in odločbe o sprejemljivosti plana na okolje. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik je bil objavljen v uradnem listu 86 z dne 12.11.2015. V letu 2017 je občina pač uskladila OPN in tudi tako dobila prve spremembe. V času od sprejetega osnovnega OPN, to se pravi v letu 2015, je občina prijela precej vlog za spremembo namenske rabe. Oblikovane so bile tudi razvojne pobude občine, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe in izvedbenih določil OPN. Namen tokratnih sprememb in dopolnitev OPN-ja je vključevanje razvojnih in drugih pobud posameznih lastnikov ter prilagoditev določil OPN spremembam zakonodaje. V OPN številka 2 se vključuje spremembe namenske rabe, vključno spremenjanje namenske rabe kmetijskih zemljišč, spremembe izvedbenih pogojev ter spremembe načina urejanja. Predmet sprememb in dopolnitev je tudi uskladitev podrobne namenske rabe za zemljiško-katastarskim prikazom, izdelanem v oktobru 2019. Veljavna namenska raba občinskega prostorskega načrta občine Kamnik je risana na zemljiški kataster sprejetem v septembru 2015. Izvede se tudi uskladitev prikaza namenske rabe in ažuriranje zemljiškega katastra za namenom zmanjšanja upravnih ovir in nejasnosti pri določenih namenskih rab zemljišč. Torej, v letu 2018 je občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo podala javni poziv za zbiranje pobud posameznih lastnikov za spremembo namenske rabe. Dobili smo več kot 300 pobud, katere smo pač tudi prvo pregledali, potem smo jih pač v skladu z veljavno zakonodajo naredili osnutek, ki smo ga poslali posameznim nosilcem urejanja prostora. Na podlagi njihovih določil smo pač naredili tač osnutek, ki je pač tudi javno razgrnjen. V teh spremembah, kot sem povedala, gre v bistvu za obravnavanje individualnih posameznih pobud lastnikov zemljišč ter pa v bistvu za uskladitvijo veljavne zakonodaje. Kot veste, se ta veljavna prostorska zakonodaja nenehno spreminja, tako se mora pa pač tudi spreminjati posamezni prostorski akt. V tem primeru je to strateški občinski prostorski načrt, vendar v teh spremembah ne gre za kakršnokoli spremembo strateškega akta, pač pa gre zgolj za spremembo namenske rabe posameznih lastnikov zemljišč ter za uskladitvijo v bistvu za veljavno zakonodajo. Gradivo je javno razgrnjeno od 13.6. in bo razgrnjeno vključno do 18.7. v naslednjem mesecu. Gradivo je javno razgrnjeno na internetni strani in v drugem nadstropju občine Kamnik. Za vse je v bistvu tako, so pa pač nejasnosti oziroma vprašanje so tudi na oddelku pač v času uradnih ur ali pa poslovnem času tudi dosegljivi. V bistvu treba pa poudariti, da res v bistvu ne gre za kakršnokoli spreminjanje strateškega načrta, zgolj za obravnavanje pobud in uskladitev za veljavno zakonodajo. Hvala lepa. Hvala. Preden odprem razpravo, dam besedo še gospodu Petru Lovšinu, predstavniku podjetja, ki pripravlja spremembe. Izvolite, gospod Lovšin. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Glede na to, kar je dr. Ježek povedala v uvodu, smo zadevo uskladili z vsemi nosilci urejanja prostora, tako da so bile pobude pregledane oziroma preverjene predvsem z vidika, poseganja na kmetijskih zemljišč. Občina oziroma skupaj z občino smo dobili, zadostne, površine za tako imenovana nadomestna zemljišča, tako da se lahko postopek nadaljuje naprej. V teku priprave so bile izdelane tudi določene dodatne strokovne podlage, predvsem iz vidika poplavne varnosti.
in izveden je bil tudi en arheološki pregled, kajti Ministrstvo za kulturo je predvsem zahtevalo, da se izvede, določen, pregled pred izdajo, dopolnilnega mnenja z njihove pristojnosti. To vse je bilo opravljeno, predano in postopek se lahko nadaljuje naprej. Jasno se bo moral pa postopek uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Vemo, da je v lanskem letu bila sprejeta nova prostorska zakonodaja v decembru in v letošnjem letu je bila sprejeta nova zakonodaja z področja kmetijskih zemljišč. Tako da na podlagi teh določil bo občina in mi kot pripravljavci zadeve uskladili in pripeljali potem zadevo do konca, kjer boste pa ponovno svetniki obravnavali predlog občinskega prostorskega načrta. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Kar nekaj prahu je dvignila ta razgrnitev občinskega prostorskega načrta v zadnjih dneh, predvsem tisto, kar smo brali na spletnem portalu Kamnik Info. Moram reči, da sem tudi sam dobil nekaj klicev od ljudi, ki niso se tam izpostavljali in so opozarjali na nekatere zadeve. Zdaj, dr. Ježkova zatrjuje, da je postopek peljan v skladu z zakonodajo, jaz temu verjamem. Ne verjamem, da bi občinska uprava si upala privoščiti stvari delati mimo zakonodaje. Zagotovo bi se pa lahko tem stvarem ognili, če bi že na začetku bilo objavljeno na prvi strani občinske spletne strani, če bi bilo to že prej tudi objavljeno v Kamničanki in tako naprej, tisto, kar so opozarjali drugi. Zdaj, kaj ta OPN vsebinsko prinaša, sploh mislim, da ni potrebno, da o tem razpravljam. Žal se vsi ti postopki vlečejo predolgo. Vemo, da že sam občinski prostorski načrt se je, mislim, da 8 ali 9 let sprejemal. Sprememba številka 2 teče že od leta 2018, po 4 letih smo komaj prišli do prve obravnave. Tako da kdor misli, da bo to stopilo v veljavo jeseni, ne bo. Jaz se bojim, da bomo še 1-2 leti čakali potem na drugo obravnavo. Imam pa 2 vprašanji o 2 kamniških znamenitostih, lahko ima, mislim, da že tako rečemo, ki sta pa obe 2 črni gradnji. Eno je ekorezort ob Kamniški Bistrici, čeprav bodo nekateri zatrjevali, da sem se izrazil narobe, ampak vemo, da tudi za to območje potrebujemo spremembo prostorskega načrta občinskega. Druga kamniška znamenitost, ki pa je tudi črna gradnja, pa je razgledna ploščad na Starem gradu, kjer pa tudi potrebujemo spremembo OPN-ja. Zanima me, kaj sprememba OPN-ja številka 2 prinaša za ta 2 projekta, ali sta že umeščena tukaj noter ali nista, in kdaj lahko, če nista, pričakujemo neke nadaljne postopke za spremembe za te 2 območji. Kajti mislim, da zgubljamo ogromno, pustimo, kako so bili postopki do sem pripeljani, ampak konec koncev moram priznati, da tudi ekorezort je dober projekt. Mogoče včasih pa je res malo na nerodnem mestu, ampak če bo zakonodajo tudi to urejeno, potem to ne bo več težava. Mi je pa hudo, da moramo te stvari reševati post festum in sprejemati dejstva takšna, kot so. Kar se mi pa zdi narobe, in zato bi tukaj upozoril na to, da bi mogla biti zakonodaja predvsej bolj, pa mogoče ne strožja, ampak agilno je treba te stvari bolj hitro reševati. In potem se to vleče in na koncu zastara in
po kolikih 5 letih, dobrih 4 letih, nihče več ne ve o tem, da imamo gostinski objekt brez uporabnega dovoljenja, brez gradbenih dovoljenj, da imamo največjo lovsko opazovalnico, ki je brez gradbenega dovoljenja. To so super stvari, kar se tiče reklame. Jaz se bojim samo tega, da se nekoč zgodi kakšna neprijetnost, da pride do poškodbe, kdo bo odgovarjal takrat in kaj bodo potem, ne. Naj pride do najhujšega, jaz upam, da ne, ampak potem bo kar naenkrat bodo vsi tisti, ki tudi zdaj podpirajo to, govorili, ja, sej je bila ves čas Črna gradnja, nismo tega podpirali, pa dajmo zapreti, pa malo manj kot še koga bi na križ prbila, ne. Ampak če te stvari urejamo prej, potem jaz mislim, da ne bi smeli imeti težav. Torej, moje bistveno vprašanje, kaj sprememba OPN-ja številka 2 prinaša za razgledno ploščad na Starem gradu in kaj za ekorezort. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Župan, hvala za besedo. Ja, naj spomnim malo Igorja, 2007 smo začeli, 2010 poleti smo imeli 37 soglasij državnih, manjkalo je samo še soglasje kmetijstva. Tam smo se, kot po domače rečem, bonkali ne pol leta in nismo prišli do konca, no pa je pa trajalo 5 let, da je občinski svet sprejel ta OPN. Če bi bil kakšno leto prej, bi morda se rešila tudi naša Smodnišnica, Borotana, kjer bi tisti, ki so kupovali Borotano, imeli vsaj OPN in bi vedeli, kje kaj kupiti, kje naložiti denar. Mene malo moti, da smo, res je, predolg, spet od 18-4 leta traja to zbiranje, zakonodaja je pa noro. In zdaj mnoge zakonodajne vsebine so se spremenile, ker bojo še na nek način spreminjali ta naš OPN, če bomo morali usklejevati. Mene malo moti, da je zdaj le, pozno, a grozno, prišlo me dopusti ta javna sporočila. Tako Igor, kot ti dobiš in številni drugi, dobimo številna vprašanja. Moram reči, da rabijo kar biti pametni, da tole plahto seveda znajo odpreti, oziroma da bojo prebrali vse tiste parcele, kje bo kaj novega. Zato sprašujem tudi, dobro, 18. julija, to je v jeku poletnih dopustov in počitnic. Mislim, da je to malo slabo. In drugo, ali krajevne skupnosti niso bile nič zainteresirane, vodstva krajevnih skupnosti, da bi morda pa spodbudile ljudi iz posameznih krajevnih skupnosti, da bi pozvali občinsko upravo, gospod Ježek in njeno ekipo, da bi prišla v krajevne skupnosti in malo razložiti, seveda pa odpreti to veliko plahto, kot jaz rečem, pa odgovoriti na številna vprašanja. Kaj se bo zdaj ob koncu te razprave 18.7. Nehalo? Vprašanje, ali piše, kdaj so dežurne, oziroma kdaj je odprta uradno ta občina in piše, takrat si lahko ogledate. Ampak za mene bi bilo normalno, da tisti strokovnjak od Ježkove, pa ne vem kdo še na oddelku za okolje in prostor, da če ga ena, bom rekel, mamica iz Tuhinjske doline, če ga pokliče tega Ježkova ali kogarkoli, da ji obrazloži, to je ta parcela, tle in tle, nismo dal not. Kaj se bo zgodilo po zaključku javne razprave? Ali bojo ti, ki so predlagali spremembo v zadnjih 4 letih, dobili odgovor, ta vaša vloga pa ne bo upoštevana. Ampak javna razprava bo že zdavnej mimo. Tako da malo te termini motmijo, če smo že toliko časa zbirali, pa če bi še nekaj časa zbirali do jeseni, javno razgrnitev pripravili, kajti jasno je, še ena seja morda v tem mandatu je, recimo po mojih razmišljanjih v oktobru, potem so volitve. Ne vem, če bo na zadnji seji pa ta OPN, da bom pa tako rekel, najbrž bolj za ljudstvo, da ga ne hecaš preveč s kakšnimi takimi dokumenti na zadnji seji pred volitvami. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Tako kot je bilo že povedano, kar nekaj prahu je dvignila tale razgrnitev.
dobil sem kar nekaj vprašanj, klicev, predvsem glede teh, kot je bilo omenjenih, posameznih sprememb, ne. Kar nekaj mi jih je povedal, da so že imeli zazidljivo, pa kdaj je me kdo obljubljal in tako naprej, pa zdaj spet nimajo, pa vmes so imeli in tako naprej. Ampak sem jim povedal, da pač tega ključa jaz ne poznam in da pravi naslov je oddelek, a ne. Tudi zdaj je bila najbolj sveža, niti nisem mislil to danes razglabljati tukaj, ampak me je en jezen občan ravno pred urati občine ujel zdajle, ker je bil po mojem mnenju ravno pri gospe Ježek, ne, in je povedal, da je 2-3 leta klical, kdaj lahko da pobudo, da mu je bilo dano vedeti, da ko bo javna razgrnitev, da zdaj, ko pa je razgrnitev, bojo pa v bistvu se obravnavale tiste pobude, ki so se že prej dajale, da bo zdaj v bistvu mogel čakati naslednjo spremembo OPN-ja. In tukaj prosim, no, da se pripravi ena konkretna obvestila za občanke in občane in se jim pove roke, kdaj lahko dajo predloge, kdaj se bojo obravnavali in tako naprej, da ljudje približno vejo, ker tukaj ne gre za neke nepremičninarje, ki hendlajo z nepremičninami v naši občini, ampak za občane in občanke, ki imajo pač eno parcelo in imajo cilj, da kakšen od otrok tudi zraven kakšno hiško naredi in bi radi to doživela, ne. In mislim, da kot občina moramo biti toliko, da jim jasne informacije, kar se tega tiče, dajemo. Bom pa še dve stvari omenil, v bistvu še ena zadeva je, ki sem tudi vprašanje dobil, to je v bistvu vprašanje. Menda zdaj nekdo, ki je pred 30 leti hišo naredil in je v bistvu sprejet OPPN ali pa prostorski akt za tisto območje, dokler ni sprememba OPPN-ja, niti garaže ne more zraven narediti. Zdaj, to je rekla kazala, no, tako da to sam posredujem naprej. Pol imam pa še dve konkretne zadeve, ki sem jih dobil od predsednika krajevne skupnosti Črna, pa tudi predsednike gasilskega društva. Pri 39. členu predlaga spremembo, naj se tudi za območja BC v tabelo doda besedilo, tako kot je pri območjih S in CU. Zaradi tehničnih zahtev se pri oblikovanju in določevanju višine gasilskih domov dovoljena odstopanja ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja občinske strokovne službe za urejanje prostora. Tako da se celotna tabela pod območjem BC glede gradnje gasilskih domov uskladi s pravili, ki za takšne objekte veljajo za območjih C in S. Namreč edino gasilsko dom PGDGO stoji na območju BC. Če je to na kakršen drug način urejen, da ne bojo imeli problemov, pač boste povedali, ne. Potem je pa še ena zadeva v 28. členu, kjer je dovoljena je postavitev čebelnjaka kot začasnega objekta do 40 kvadratnih metrov samo na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za stalne čebelnjake in stojišča za začasen dovoz čebel na pašo. Za postavitev čebelnjaka površine med 20 in 40 kvadratnimi metri je treba pridobiti tudi mnenje občinske strokovne službe za urejanje prostora. Dovoljena je postavitev staje kot začasnega objekta, lesen enoetažni pritlični tri pikce do 100 kvadratov in višine do 4 metre. In se predlaga, da je dovoljena je postavitev čebelnjaka do 40 kvadratnih metrov. Se pravi, da se ta začasni objekt, ta beseda umakne, a ne, ker dejstvo je, da že naprej je povedano, da izrecno, da so to zemljišča s pašnim redom določena za stalne čebelnjake, no. In kaj je tukaj ta začasnost, tako da hvala. Hvala, besedo ima Karmen Drgan. Ja, lep pozdrav vsem prisotnim na seji. Jaz bom bolj kratka. In sicer eno vprašanje imam za dr. Ježek. Kot ste v uvodu predstavila, naj bi bilo podanih čez 300 pobud. Zanima me, koliko od teh pobud jih je dejansko umeščenih v ta OPN, oziroma koliko od njih je bilo ocenjenih negativno. Lahko tudi v procentih, rabite točnih številk. Hvala. Hvala. Beseda ima dr. Jernej Markl. Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Spremembe in dopolnitve OPN-ja
so vsekakor dobrodošle, ker je bilo trenutno neusklajeno z gradbeno zakonodajo, kot tudi, se pravi, in investitorji in projektanti smo imeli včasih kar dosti težav, ko smo mogli stare kamniške določila gledati, hkrati pa tudi na nova državna določila glede tipov objektov. Tako da se mi zdi zelo dobrodošlo, da se bo to uskladilo, pa tudi, da se reši in aktualizira, se pravi, namensko rabo, kakor je v geodetskih podlagah vrisana. Me pa tukaj zanima, vemo, da so pač te OPN-ji kar precej obsežni dokumenti, ne? In se mi zdi, da bi bil cilj, da si vseeno tukaj poenostavljamo zadeve, pa imam občutek, da včasih še več enih določil noter s temi spremembami delamo. In me zanima kot vprašanje na pripravljalca, ali bi pač v naslednjih teh spremembah OPN-ja bilo možno ta OPN tudi skrčiti, da bomo na nek način vsi bolj agilni, kot je bilo že prej omenjeno, in se bodo lahko investitorji hitreje odločali za investicije. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, preden gremo na še kdo, bi dal besedo najprej dr. Ježkovi za pojasnila, potem pa še gospodu Lovšinu. Je pa dejstvo, da je to prva obravnava in da večina odgovorov vsebinskih bo do druge obravnave. Izvolite, dr. Ježek. Hvala lepa. Glede na veljavno zakonodajo, v bistvu bodo vse pripombe dane na seji obravnavane kot stališča do pripomb in tudi javno objavljene brez imenov. Kar se tiče javnega naznanila, v skladu z veljavno zakonodajo je bilo javno naznanilo objavljeno krivno običajen način, karkoli v bistvu se je pač zakonodaja jasna, kje se objavlja, kdaj se objavlja, tako da v bistvu, kot je gospod Žavbi ugotavljal, nismo nobene zakonodaje kršili, zdaj je tudi v bistvu ta zadeva na portalu, na novi internetni občinski strani, pod novicami, tako da mislim, da se bojo vsi občani lahko s to novico tudi pač seznanili. Kar se tiče vprašanj, to se pravi, gospodu Žavbiju še odgovarjam, spremembe OPN-ja številka 2 se pač nanašajo na individualne pobude. Zbirali smo jih v letu 2018 z javnim pozivom, ko smo v bistvu vsa javna občila pač dali javni poziv za zbiranje pobud. V bistvu pobude ne moramo zbirati ves čas postopka, zato ker vsako pobudo morajo pristojni nosilci urejanja prostora pač tudi obravnavati in se do nje opredeliti. Istočasno pač gospodu Uršiču to odgovarjam, da pač, če bi v bistvu pobude vse skozi sprejemali, v bistvu postopka nikoli ne moramo zaključiti, ne. Zato smo pač v skladu z veljavno zakonodajo 2 leti po sprejemu OPN-ja, to je bilo 2015 oziroma 2017, ta javni poziv dali za zbiranje pobud. Zbrali smo te pobude, do njih smo se opredelili, res pa je, da so pobude prihajale še v bistvu, še naknadno, vsem smo skušali ugoditi, vendar če nekdo pa danes pride z eno razvojno pobudo, ki je v bistvu tudi okoljsko sporna, jo pa žal ne moremo obravnavati. In če nekdo pride na oddelek in se konkretno pozanima za določeno zemljišče, ki leži sredi polja, žal pač mu v bistvu moramo pošteno povedati, da tudi če ta pobuda v bistvu vloži, jo žal ne bomo mogli upoštevati, zato ker pač sredi polja pač pristojna ministrstva ne dovoljujejo posameznih gradenj. Kar se tiče tako imenovano kamniških posebnosti oziroma se občina trudi pač nekako, ne da podpira kakršnekoli črnograditelje, ampak skuša pač nekako podpirati tako turistične kot druge kmetijsko destinacijo in podobno.
V bistvu v obeh primerih, ki so bili pač izpostavljeni, smo skušali tudi nekako ugoditi pobudnikom, vendar ne v tej meri, kot v bistvu so sami želeli, pa ne v bistvu, da občina si tega ni želela, pač pa so vsi pristojni nosilci urejanja prostora se do posamezne pobude tudi opredelili. Bilo je zelo veliko usklajevanj in v bistvu zato tudi ta akt toliko časa traja. Mogoče v informacijo, ena izmed mestnih občin še danes nima OPN-ja. Kar se tiče gradiva, gradivo je pač javno objavljeno in sestavljeno tako, kot ga pristojni nosilec urejanja prostora predpisuje. To ni pač nobena v bistvu znanost naše občine, ampak pač gradivo mora biti objavljeno in tudi v tekstualnem oziroma analogno in digitalno mora biti v taki vsebini, kot jo pristojno ministrstvo pač predpisuje. Ni pa več v bistvu predpisovanje, da je javna razgrnitev tudi po posameznih krajevnih skupnostih. V bistvu se tudi v tej spremembi številka 2 nismo odločili zato, ker smo pri samem v bistvu postopku sprejema OPN ugotovili, da posamezne krajevne skupnosti v bistvu niso imele potrebnega odziva in velikokrat smo gradivo tudi nerazgrnjeno dobili nazaj, gre pa za velike stroške, in v bistvu vsakdo, ki želi kakršnekoli podatke, jih mu digitalno posredujemo oziroma, če nima te možnosti, tudi v analognem. Kar se tiče pa posameznih teh členov OPN, bomo zavzeli stališča do pripomb, sigurno pa občina Kamnik se sooča tudi s problemom višine objektov, predvsem pri industrijskih gradnjah, še večji problem je pa pač pri gasilskih domovih. Pač skušamo to v bistvu tudi upoštevati in bomo tudi to pripombo pač preučili in do nje, mislim, da tudi pozitivno stališče zavzeli. Kar se tiče čebel, je pa v bistvu pašnega reda čebel, se opravičujem, če sem narobe rekla, je pa to pač izhaja iz smernic Ministrstva za kmetijstvo. OPN-ji so pa sestavljeni iz samih v bistvu zakonskih dikcij, ki jih nam naročujejo posamezni nosilci urejanja prostora v smernicah in v bistvu mi moramo posamezne tekste tudi vnesti v sam odlok, in zato v bistvu tudi do teh tovrstnih tekstov pride, če te teksti niso usklajeni z ministrstvom, ne dobimo pozitivnega mnenja. Kar se tiče vprašanja gospe Drgan, žal tega podatka pa nimamo. Bomo ga pa do naslednje seje pripravili oziroma takoj, ko bomo analizirali v bistvu te pobude, je pa vprašanje 109 pobud smo dobili v javnem, v bistvu takrat z javnim pozivom, potem smo pa še nekatere skušali, kljub temu, da so po roku prišle upoštevati, tako da bo ta analiza v bistvu naknadno vam predložena. Kar se tiče pa vprašanja dr. Markla, je bilo pa že na odboru pojasnjeno, da se občinska uprava zelo trudi, da so te akti zelo kratki, vendar glede na našo prostorsko zakonodajo, ki so nenehno spreminja in na okoljsko zakonodajo in na vse podzakonske predpise, v bistvu je zelo težko pa skrajšati. Bi se pa mi zelo želeli in bomo tudi težili v bistvu v prihodnosti, da so te akti čim bolj ohlapni in čim krajši. Se zahvaljujem, pa se opravičujem, če komu nisem odgovorila, bomo pa v stališčih do pripomb odgovorili. Hvala. Hvala. Zdaj, večino je bilo pojasnenega. Še kdo? Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Sprejemanje OPN-ja je zelo pomemben v bistvu postopek. Me zanima v bistvu fleksibilnost OPN-ja in tudi OPPN je zelo pomembna. Se pravi, investitorji bodo zelo hvaležni, če bomo imeli mi fleksibilno prostorsko zakonodajo in tudi akte.
samo sprejemanje OPN-ja, da mi sprejemamo to na 7 let in da sprejemamo pobude 2018, danes pa imamo prvo obravnavo, verjetno to ni čist ok. Kako je bilo pač javno objavljeno, ne, na krajevno običajen način, ta je res huda, ker nekoč je bilo Kamnik na krajevno običajen način objavljen tudi v Primorskih novicah, to je bilo leta 2008, ko je bila sprememba, se pravi, hleva vnesnic v Jata Emona, ne, tako da takrat smo imeli eno tako lušno prigodo. Zdaj pa, da grem nazaj na OPN. Zanima me, kakšen postopek oziroma kriterij, kdo odloča o posamezni spremembi namembnosti iz kmetijskega v zazidljivo zemljišče. Se pravi, ali ima tukaj pač tudi kakšen priimek pomembno vlogo ali ne, a ne. Zanima me, kaj je s tistimi zemljišči, ki so 20 let na kmetijskih, dejanska raba kmetijska in je namenska raba zazidljiva in niso pokoriščeni. Ali se te zadeve pregledajo takrat, ko pa mogoče nekdo želi, ne vem, prizidek narediti in se mu taka vloga zavrne, zato ker leži na APMI na kmetijsko zemljišče. Tam je po mojem kar nekaj akumulacije, kjer bi lahko, in jaz vem, da taka zemljišča v občini Kamnik so. Zanima me še, kaj pomeni, se pravi, to, da mnenja iz DRSV-ja še ni, se pravi, da nimamo še mnenja glede na predmetno gradivo. Kaj to pomeni za časovnico in za nadaljen postopek? Ali se lahko zgodi, da nam naložijo, se pravi, pripravo celostne presoje vplivov na okolje in kaj to pomeni za časovnico tega postopka? In zanima me, ali so OPN-ji obravnavane oziroma zajete, se pravi, potrjene in tiste lokacijske preveritve, ki so v postopku in so interes občine Kamnik. Kar me najbolj v bistvu ne moti, ampak moje mnenje je, da OPN bi moral biti lih to, kaj dr. Ježkova v začetku povedala, tega v tem ni, ne, se pravi, strateške površine občine Kamnik, strateški interes te institucije, v kateri mi sedimo in Hvala. Besedo ima gospa Karla Urh. Hvala za besedo, tudi lep pozdrav z moje strani. Zdaj, ko sem poslušala to razpravo, ste me že skoraj v bistvu vsi prehiteli, ampak kljub temu bi mogoče iz tega vsega, kar je bilo že zdaj nekako z vprašanji pa s predlogi domenjeno, nekaj vprašanj postavila kljub temu. Vesela sem, da sem danes glasno slišala, da ekoresort nima dovoljenja, ne? Ker drugače mi domačini tam gor seveda smo v nekem takem čudnem položaju, ker oni imajo vse dokumente. Ne? Resnično govorim tako, kot govorijo. Ljudje se pogosto obračajo name in me sprašujejo, kdo predpisuje jakost zvoka raznoraznih ansamblov in pa raznoraznih veselic, ki jih prireja ta ekoresort, ne vem kdo, ampak od tam prihaja. In a veste, jaz ne vem, a smo mi res vsi, ne vem kje že v Butalah, da moramo to poslušati cele petke, cele sobote, cele nedelje, vse ob 10 se neha, ampak a veste, jaz ko v petek pridem dan iz službe, mi je tudi odveč, da takoj ob 3 že ali pa 4 slišim tako razločno govor, kot bi bila v ekoresortu doma. Pa sem 500 metrov zračne linije. Kaj šele tisti, ki so takoj čez vodo, a veste, se to ni smešno, ampak mene ljudje kličejo in to je res problemno. Tle neke norme bo treba postaviti in tudi, ko se bodo dovoljenja izdajala za nedoločen čas ali pa za določen kakorkoli že, ali pa OPN sprejemal, tukaj je treba neke zakonitosti tudi upoštevati. Ker ljudje so se pritoževali, so že spraševali, ampak so prišli neki bodyguardnerji tam po vasi in so rekli, kdo že tle sprašuje, koga mot, koga ne mot, skratka, kar neke čudne dogodivščine se dogajajo. Ampak poglejte, a si predstavljate, da imate hišo čist blizu ekoresorta in da se res potem tudi kdaj med tednom, ne samo petek, sobota, nedelja, pojavi cel popoldan šunder, tak res velik šunder in mene zanima,
kako to rešiti, kakšni so občinski, bom rekla, neke varovalke, koliko na glas lahko to je. A je to res, da se sliši 500 metrov zračne linije in več razločno? A veste, pa jaz sem glasbenica. Meni je ful glasba všeč, ampak če je pa to prenaglas, da me je moteče, potem se to zajeda, se mi zdi čisto nepotrebnem in vsi tisti ljudje, ki so tam, se mi po svoje malo smilijo, se je tam direktno na tisti lokaciji pa res zaznort na glas. Zato tudi z nekim premislekom. Hvala. Besedo ima Edis Rujovič. Hvala lepa, župan, za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Moje stališče, predvsem, niti niso vprašanja, predvsem stališče gre v smeri, namreč poslušam razpravo, legitimno je, da ima vsakdo svoje mnenje, pa vendarle, če je Bogdanu zmanjkal cajta, imam občutek, da bom nadaljeval zelo podobno, kot je on pač predvideval, ker ima po moje podoben pogled na vse skupaj. No. Jaz danes pogrešam, največkrat je bila omenjena beseda investitor, da ima investitor težavo, ne vidim pa neke vzročnosti, mi imamo težavo kot institucija, ne? Ker mi moramo pač prioriteto vse postaviti. Kaj je tista zelena površina, ki je za nas jedro, brez katere, ne vem, a je to vse splošni park, v katerem bo druženje, kaj bomo razvijali, kje so tiste točke. Pač dejstvo je, da je prostor edina prožna točka v pristojnosti lokalne samouprave, na katero ima neposreden pač vpliv občinski svet. In to je tista stvar, ne? Mi moramo prioritete določati, ne? Kaj je zdaj nujno, bomo ohranili, na kakšen način se bo staro mestno jedro razvijalo, kako bo s Tuhinjsko dolino in tam najdete neke kritične točke. Ne? In mene je v tistem delu, ni potrebe, če rečem zmotilo, ker sem uvodoma rekel, da je pač legitimna razprava različnih stališč, ampak to, da ima investitor težavo z obsežnim določilom v OPN-ju, meni je to kvečemu dobro, da so varovalke noter, ne? Ker če jih ne bo, potem bomo vedno za nazaj rešvali in v tem mandatu predvsem zaznamuje, vrsto stvari je bilo dobrih, glejte, jih ne oporekam. Ampak največ prahu so pa dvigovale točke, ki so bile zaznamovane na področju prostora. Ne? Zato je pomemben, da pač mi vemo, kaj je prioriteta, ki je, ponavljam, legitimno, da je drugačna od mojega pogleda in zato nosi odgovornost oblast. Ne? Ampak moramo pa vedeti, jaz imam pa občutek, da je pač stihijsko, dajmo ugoditi prošnjam, prvi sem, naj poudarim, ki to podpiram. Ampak imam občutek, da mi v bistvu nehote ali pa z namenom pač zmanjšujemo pristojnost sami sebi, a ne? To je mogoče razmišljek pred drugim branjem. Zakonitost samih postopkov, glede na to, da je pač eden od portalov poročil o tem, moram pa reči, da tukaj delim Igorjevo mnenje, da pač ne dvomam v to, da bi se občinska uprava spravila neke stvari nezakonito dela. Torej še enkrat, določimo strateške točke. No. Hvala. Besedo ima v imenu poročevalcev gospa dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz bi prvo poudarila, da je zakonodaja ta prostorska v bistvu sedaj tako določena, da se namensko rabo prostora lahko v bistvu vlogo da zgolj lastnik. Se upravičujem, če sem na tem mestu rekel investitor, ampak zgolj lastnik je tisti, ki lahko spreminja namensko rabo prostora. V bistvu mi to preverjamo, ne? V bistvu ne moramo več v bistvu se iti prostorskega načrtovanja, tako kot smo ga včasih se šli v bistvu in smo rekli, posamezno naselje gre v bistvu industrijsko rabo. Ne, vsak lastnik more dati v bistvu pisno pobudo, ne. Nobeden v bistvu občina, kljub temu, da je eden izmed nosilcev urejanja prostora, ne more v bistvu določati več, kje se bo širila industrijska cona, brez v bistvu, da dobi
pobudo posameznega lastnika. V tem se je prostorsko načrtovanje tudi bistveno spremenjalo od prejšnjega prostorskega načrtovanja, ki se je, kot je mnogo znanim, imenovalo strateško prostorsko načrtovanje oziroma v prejšnjem času pa še družbeno prostorsko načrtovanje. Ne? V bistvu zato je tudi vsebina tovrstnih sprememb vezana zgolj na posamezne pobude lastnikov zemljišč. Tukaj ni v bistvu, ne spreminjamo pa strateškega dela OPN-ja, zgolj v bistvu izvedbeni v delu spremembe namenske rabe v bistvu in uskladitev z veljavno zakonodajo. Kar se tiče v bistvu, kako se odločajo posamezni nosilci urejanja prostora, v bistvu posamezni nosilci urejanja prostora, ko dobijo naš v bistvu osnutek prostorskega akta, se odločajo na svojo področno zakonodajo. Predvsem v bistvu v sistemu Ministrstva za kmetijstvo, kot je bilo vprašanje podano, v bistvu se odločajo po svojih internih navodilih in po zakonu o kmetijskih zemljiščih. V bistvu upoštevajo tudi razno boniteto, v bistvu gledajo pa Ministrstvo za kmetijstvo tudi samo poselitev. Ne? In če gledate posamezno mnenje, prvo mnenje tega nosilca urejanja prostora, v bistvu ugotovite, da v bistvu ne gledajo v bistvu samo kmetijskih kriterijev, ampak tudi v bistvu kriterijev posamezne poselitve. Gledajo tudi v bistvu toliko, kot je gospod Lovšin povedal, ali smo zagotovili zadosti v bistvu površin, ki jih nadomeščamo, v bistvu površine, ki jih dajemo v stavbna zemljišča, moramo pač tudi druga kmetijska zemljišča nadomeščati. Kar se tiče DRSV-ja, mnenje smo zaprosili, mnenja še vedno nimamo, mnenje je študija, drugo mnenje, v bistvu študija je pač bila usklajena s posameznim nosilcem, ampak glede na zaostanke v bistvu tega mnenja še nismo dobili. V primeru, če dobimo odločbo za celovito presojo vplivov na okolje, bomo v bistvu postopek okoljskega poročila posebej razgrnili v jesenskem času oziroma takrat, ko ga bomo izdelali. Ne? Glede na dejstvo, da pa vsi ugotavljate, da se posamezne spremembe prostorskega akta zelo dolgo časa pač vlečejo, smo želeli v bistvu ta postopek pohiteti in zato smo se tudi odločili, da v bistvu brez tega mnenja v zavedanju, v bistvu, da bomo lahko razgrnili tudi okoljsko poročilo jeseni. Gremo v bistvu, čas javne razgrnitve je 30 dni, podaljšali smo ga v bistvu prav v ta v bistvu obdobje, glede na to, da pač smo čakali še zadnja gradiva, ne, in od 13.6. do 18.7. je več kot 30 dni. Ne. Vse skozi smo pač dostopni tako na telefonu kot na mailih, kot na internetu, vsakemu v bistvu pobudniku, ki se zanima, tudi obrazložimo, zakaj je v bistvu izpadel in zakaj ga je področni nosilec urejanja prostora izločil. Kar se tiče lokacijske preveritve, pa zakonodaja pravi, da lokacijska preveritev traja zgolj 2 leti od sprejema. Ne? In kot vemo, je to zgolj začasni prostorski akt. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik številka 2 v prvi obravnavi in pa predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.